jaz uživam v tem, da iščem variante, da dobim največ za svoj denar. A bi lahko ti upisal, na kaj vse si bil pozoren, ko si iskal računalnik, pa ko si kupoval, pa kako si se odločil? Okay. Moj proces je bil tak, da sem se odločil itak, da moram zamenjati računalnik, ker sem imel prej en računalnik, ki ni bil več glih dovolj funkcionalen za moje potrebe, za kako editanje posnetkov, glasbe, videa. In ker sem v zadnjih letih šel na Apple, sem pol začel iskati, da bi imel Maca. Ampak o tem nisem prej nikoli razmišljal resno, ker me pač pri Apple totalno odvrnejo cene. Ja, kar navito. In pa sem bil pa tako redo, pač, kaj pa če kupim rabljenega, pa malo se spoznam, vem toliko o tem teku, da vem, da ko se ti M1 Appleovi čipi, ko je Apple pustil Intel, da so to ful dobri procesori. In sem bil tako redo, bom pač en M1 komp šel rabljen poiskat, pa da vidimo, kaj najdem. In jaz se večinoma stvari rabljenih kupim na Facebook Marketplaceu, kjer, če nisi izkušen, hiter se marsikaj lahko zgodi. Ja. Ful je enih skemov, ki jih mogoče, ne vem, zdaj se je na primer pojavila ful, da ti iščeš en produkt in kar naenkrat vidiš ful dobro sliko produkta, pa za ful privlačno ceno. In pol klikneš gor in je bio ful sumljivo robotski. Pač tak, tole napravo sem kupil na tej pa tej strani in je ful dobra in te pol na en link. Čeprav na link te ne more, ampak da ti pišeš temu ponudniku in tam se po mojem nekaj zgodi. Ker kakor vem na Facebooku, na Marketplaceu, na oglasih ne moreš linke delati. Viš, to je phishing v bistvu že, ne? To je v bistvu phishing, ne. Ja, tako da treba biti pazljiv in jaz pol pač iščem, pogledam si, raziščem mal trg, po kakih cenah se računalnik tak isti model prodaja. V bistvu se še prvo mal bolj poglobim, kjer računalnik bi zdaj rad kupil, ker to sem v bistvu kupil 3-4 leta star računalnika, ne. Ampak ker je bil M1, sem imel neko zaupanje, da bo še vse en fajn laufo, pa ker imam tudi izkušnje, da kar sem imel Appleovih naprav, da zelo dolgo nisem imel z njimi težave, da pač zelo dolgo zdržijo. In pa sem pač iskal in sem našel, da en prodaja, sicer za višjo ceno. Vedno imam v glavi, da nekaj se bom še lahko spogajal malo za nižjo ceno. Mislim, da ga je prodajal za Jurija. Bil je pa ful boljše specifikacije so bile, ko pa, ne vem, bilo je malo sumljivo, no. Malo sem gamblo. Ampak jaz sem pa prišel do tega človeka, sem videl, da on ima neko podjetje, da je on na firmo vzel računalnik, da ga pač ne uporablja dovolj in mi ga je dal za 700 €, pa je bil v bistvu na tisti točki vreden po mojem več kot Jurija pa pol. Ker je bil Pro pa 2 terabajta disk. To je zdaj ta, ne? Kaj je ful redko, da ima Apple kar velik, oni ti kar hočejo fejst drago prodati prostor. Ja. In v osnovi ti dajo, mislim, da za 512 SSD, pol pa pač plače, če bi rad več, ne. Tako da, ja, pri temu kompu se mogoče ni bil tak poseben način, kak sem se lotil tega kupovanja. Mi pa vzame to, jaz sem si pripravljen za to predvsej več časa vzeti, ko pa povprečen potrošnik in to mogoče tudi malo ni fajn, ker lahko hiter zabredem, pa tam noter gledam. Je tak je pa v bistvu, da za določene stvari fajn, da se poglobiš, recimo pa ti nakupi, ki so pač višje, ne, zdaj pa da bi čigumi je takle kupoval, to je pa... Sej v splošnem imaš kao v grobem 2 tipa potrošnika in en potrošnik je na primer tak kot jaz, ko se bo ful poglobil, kaj bi rad, pa pač isko točno tisto stvar, ko bi jo rad. Drug tip potrošnika pa je on, ko se ne sekira preveč, kaj si bo kupil. In ba je na dolgi rok, so tudi ta drugi potrošniki, ne glede na to, da si mogoče skozi svoje življenje nakupovanja naredijo več škode kot on ta prvi, ker pač velikrat kupijo kar je pol za nič, ali pa jim ne služi v redu, so bolj srečni zaradi tega, ker se manj ukvarjajo s tem, kaj si bojo kupili, pa jim to manj stresa prinaša, ne.
To je pa v bistvu overthinkanje. Ja, kinda. Glede tega, pa pol, ja, no, ok. Ja. Ampak jaz tega ne doživljam kot stres, ampak mi to raziskovanje mi daje dopamin. Ti sede. Po mojem se zaradi tega tudi ful. Malo v bistvu uživaš v tem, raziskujem, da raziskuješ. Ja. Sam je pa hitro lahko to ena Obsesija. sprejemljiva oblika prokrastinacije. Aha, ja, ok. Zato, ker se kar naenkrat zalotiš. Prehitro se lahko prepričaš, da nekaj koristnega delaš, pa mogoče sploh ne. Ja, sam zabijaš fulenga časa. Ja. Torej, kaj bi recimo, če bi povzel dve stvari me zanimajo. Povzam zelo na hiter, kak računalnik si sploh iskal? Iskal sem Maca, Ja? torej Apple prenosnik, ki bi imel vsaj M1 čip. Bil bi lahko že takrat M2. Torej, selling ali pa point M3. je bil sam ta, da ima M1 čip. Kaj Ja. pa prostor, Prostor, velikost, da bi ne bil vem. vsaj 1 terabajt. No, daj te specifikacije našteje zdaj na hiter. Se pravi Mac, 1 tera, M1 čip, Okay? pa da imam neko dokazilo, mogoče celo, da lahko vprašam, če še ima oseba račun. To sem vsakega vprašal. Račun. Ker že to je neko dokazilo, da mogoče ni scam. Kje si pa prebral, v glavnem, kje si se naučil, kaj sploh rabiš, pa zakaj? Ne vem, to je po mojem že, ko smo se prej Zakaj, menila, kje si da so najdel, zakaj najračunalniki. M1 čip? Zato, ker je že takrat, ko se je zgodilo to, da je Apple nehal z Intelom delati, pa je šel na svoje čipe, je bil to ful revolucionarna novica v tech svetu, da pač Apple je pa res rasturil, zdaj, ko je šel svoje čipe delati. Torej, legendarni čip v bistvu. Tako. Okay. Tako da ja, pa sem se tudi pol pozanimal, če je še zdaj res prvi ta čip, če je še danes relevanten. Pa so zdaj M2, M3, M4 so pač niso toliko nori upgradi. Ker itak Apple že zadnja leta, ker znam potem, da so te izboljšave, da ne upravičijo glih cene, no, ki se viša. Ni toliko boljše. Ja, cene so pa, no kul pa, slučajno veš, koliko stanejo zdaj novi. Ja, mama kolega, ne? Ja, koliko je dal? Ko je dal 2 evra pa pol, se mi zdi. Pa ima proja tudi, verjetno. Ne vem, če ima proja, pa mislim, da ima 1 terabajt prostora. Kar drago. Ok, torej, točno veš, kaj bi rad imel, zdaj pa kaj so bili prvi koraki, oziroma kje boš iskal sploh računalnik? Rekel si, da boš tako rabljene gledal. Ja. Ali si iskal sploh nove, ali nisi niti šel gledati? Ne, nisem šel sploh gledati. Sploh zaradi, kar se Apple tiče. Ok, kaj pa priporočal, recimo, če imaš kolega, ki išče isto, kar ti rabiš, oziroma torej, recimo v tvojem primeru išče Maca, kam bi ga napotil pogledi, kako bi se tega lotil? Jaz bi ga napotil na Facebook Marketplace pa Boho. Okay. Pa načeloma je Facebook Marketplace po mojih izkušnjah več stvari sem tam kupil, ampak je pa večja verjetnost, da te kdo okoli prinese. Ker je večja masa ljudi, pa ker je povezan z socialnim omrežjem. Okay. Kako pa pol zožati produkte, ki pač si, oziroma kako bi zožil izbor? Mislim, jaz na tak način delam, da to izbor ponudbe. Ko se odločim, da nekaj rabim, bom vsak dan malo to pregledal in si bom polajkal, kar se je pač... Torej greš na Facebook Marketplace, pa si tam polajkaš. Tako shranim si produkte, ko so mi zanimivi, pa pač vsakmu pišem, pač postavim še dodatna vprašanja, naprimer, pomembno mi je, koliko je star, če ima račun, kaj je razlog, da ga prodajajo, če je ponudba ful dobra, ker včasih pač, ne vem, do prodaja komp, ker nekaj ni v redu, ne. Čeprav to je lahko pa ta informacijska asimetrija, ko ti človek zamoči neko informacijo, pa ti nekaj proda. Ampak jaz sem zdaj že res veliko stvari rabljenih kupov, pa še nisem imel slabe izkušnje. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.